Spoštovani, prisrčen pozdrav tudi z komentatorskega mesta štadiona Ljudski vrt v Mariboru, ki danes seveda gosti tekmo 12. kroga prve lige Telemach. Derbi med Mariborom in Koprom. Tribune so že kar dobro zapolnjene, vzdušje v Mariboru je ponovno tisto, rekli bomo, dobro staro. Koprčanov, tada Andraž Žinič je ponovno prestregel, Žinič in Pavlović, Lavšic pred Loškom, še enkrat odbita žoga, pa potem Antolin za last prekrat. Odličen poizkus Aljaža Antolina je bil to. Če je izgubil žogo v dvoboju s Benedičičem, Krajinović, potem pa napaka, Golubović popravlja. Se kaže, da bo tudi poizkusil. Tole je bilo nevarno, priložnost Novoselca! Znova krasna poteza Kotnika, dober predložek, ko Suči skače. Na koncu žoga za Pridgarja. Vsi že kar precej zaostajajo za vrhom prvenstvene razpredelnice, čeprav tole je zdaj priložnost in mimo gola vendarle, oziroma vratnica. Tolič bi se lahko praktično s prvim stikom. Žinič, Kronaveter! Dober poskus je bil to. Nič to Baturine. Baturina, lepo je našel Žiniča na desni strani. Žinič, Repas strelja, tudi tole gre mimo gola. Vancaš na Kolobariča, tule ofsajda ni, iz vrat gre. Tole pa bo verjetno rdeči karton za mladega Sama Pridgarja. Ni bilo kaj veliko drugega storiti, kajti vrata so ostala prazna. Bomo videli še enkrat. Tole je samo Pridno. Tam en zorni kot je bil, se mi zdi, ko se je vendarle videlo, da je kontakt bil. Tule zdaj vidimo, kako vse skupaj pregledujejo v VAR sobi. Tule mislim, da je vendarle bil kontakt, čeprav imam občutek, da bi Kolobarič lahko nadaljeval in za Koper bi bilo to prav gotovo pametneje, kajti vrata so ostala prazna, žoga ni šla proti avtu, ampak jo je Kolobarič poslal naprej, če bi stekel za njo, bi jo gladko poslal v prazno mrežo. Ampak poglejmo zdaj, koga bo iz igre potegnil Damir Krznar. Pridgarja seveda z igralcem manj, ampak vsak hip mislim, da bo prišel v igro pri vijoličastih tudi Brnič. Tole Krajinović, ki podaja iz kota, Benedičič in gol! Kakšen golaco, premaganje Juga! Koper do vodstva, mislim, da na začetku 88. ali pa je še tekla 87. Zdaj uradno tule na vaših ekranih piše 117. Ampak na semaforju imamo 87. Žan Benedičič, pravi pravcati golaco in Koprčani do vodstva z 1-0. Tule je Zeljković, ki je zdaj gotovo zadovoljen. Tule je koprski vratar David Adam. Benedičiča je zdaj prijel tudi, ki ga zagrabil Krč. Ja, Miha, hvala za besedo. Damir, greva najprej morda v prvi polčas, preden se osredotočiva na drugega. Niste bili najverjetneje zadovoljni z energijo vaše ekipe, tudi takoj menjave potem med odmorom. Kaj se je dogajalo v prvem polčasu?
Ok, prvo poluvreme se cijelo onako valovito izmenjivalo, malo naše dominacije, malo Koper, malo mi, malo Koper, curilo nam je malo kroz sredinu, to smo morali iskorigirati, ali ajmo reći nekako ravnopravan odnos, ne bi čak ni rekao da je Koper bio nešto preko nas. Mala intervencija na poluvremenu, to je sve bilo ok, i drugo poluvreme dominacija, izbilja u trenucima kada smo mi puno bliže golu, kada smo već i u riziku, kada smo visoko, kada gol visi u zraku, jedna nesretna dubina, crveni karton, isključenje, nakon toga naravno drugačija utakmica, bez obzira na igrača manje, odlučili smo se ući u rizik i dalje nastaviti igrati praktički na pobjedu, nismo htjeli zatvarati, praktički nam 0-0 puno znači psihološki da ne izgubite utakmicu, ali kažem, igrali smo otvoreno, što ne znači da smo išli grlom u jagode. Korektna kontrola, nakon prekida malo se i momčad ohladi, malo i tu puno više energije potrošite da smirite momčad, da ih vratite u fokus utakmice i velim, nakon tog prekida teško je bilo išta iskontrolirati. Kako pa ste videli vse tiste situacije, ko ste tudi sami bili zelo, zelo živčni ob robu igrišča, zdaj ste najverjetneje tudi že si ogledali posnetke, kakšno je vaše mnenje? A ja sam rekao, pitali su me vi ili neko drugi da arbitriram o suđenju protiv koga smo dobili 5-0, više ni ne znam, gdje je bilo isto tako isključenje vratara, rekao sam da neću komentirati suđenje, neću ni sada. Svi na stadionu i svi na televiziji su vidjeli sve što se događa, svako to interpretira na svoj način, ovisno o simpatijama, ja ću se držati svojeg posla. Ste pa videli neko energijo Ljudskega vrta, ko ga ponese, koliko je to lahko pomembno na naslednjih tekmah in pa koliko je pomembno, da pa ne pride do prekinitev, to je danes zagotovo vzelo ritem vaši ekipi. Pa, evo to ću iskomentirati, znači sigurno da je nogomet emocija, sigurno da je nogomet energija, osuda na bacanje ovoga ili nabacivanje prema sucu sigurno, ali pa zar svi to ne želimo? Vruće stadionu, vruću atmosferu, grlate navijače, moramo se svi adaptirati na takve stvari, daj Bože da toga bude više, da je zaista tu strast, emocija, energija, ali kažem opet u nekakvoj granici prihvatljivog. Hvala publici, bila je uz nas i u trenucima kada nam je bilo teško, molim ih da budu uz nas i dalje, mi ćemo izgarati na terenu, nekad će to biti odlične partije, nekad malo lošije, ali trebamo ih u svakoj varijanti. Hvala im. Ja, Zoran Zeljković je ob meni. Zoran, čestitke za zmago. Nekako imam občutek, da se rojeva nov derbi na slovenskem prostoru, tekme Maribor-Koper, vse bolj vroče. Kakšno je vaše mnenje o tem? Ja, tako zgleda, mene res veseli, da smo po 12 letih končno zmagali v Koperu. Vedno govorim, da je to pač maraton, samo ena tekma v nizu, tako da mi se bomo danes pač poveselili, ampak zavedamo se, da nismo še nič naredili in gremo naprej neko svojo pot. Če greva zdaj polčas po polčas, v prvem delu se je zdelo, da bi lahko prišli vi do nekega momenta, ko bi kontinuirano pritisnili na kazenski prostor nasprotnika, pa se je zdelo potem, da je manjkala tista ena poteza, v drugem delu, pa to je potrdil tudi trener Maribora, pa se je zdelo, da so bili najprej oni dominantnejši. Kako ste vi videli oba polčasa? Ja, res je. Mislim, da je Maribor v drugem polčasu 10 minut imel malo dominanco, ampak generalno sem zelo zadovoljen, kako smo odigrali tekmo. Nam rekel, da je bilo to ne vem kaj, ampak nasprotniku nismo dovolili veliko, razen teh nekih naših individualnih napak. Bili smo agresivni, nismo jim pustili igrati in imeli neke svoje polpriložnosti, eno od teh izkoristili in na koncu štejejo goli, mislim, da je zasluženo zmaga. Vroče je bilo na tribunah, vroče je bilo ob robu igrišča oba, tako Damir Krznar kot vi ste bili ves čas na nogah, delovali ste zelo našpičeni. Kako ste vi videli vse tiste vroče situacije? Najverjetneje ste si zdaj ogledali tudi vse ponovljene posnetke. Ma ja, iskreno, velikokrat sem bil že izključen. Pa še sam iskreno ne vem, zakaj nisem nobene grde besede povedal, pač sam rekel sem, da je šlo za prekršek po mojem mišljenju in nerad komentiram, se pravim, imamo strokovnjake, ki bojo pač ocenili to sojenje, se probam na svoje fante orientirati in tako, kot sem rekel, imam sam za sabo dovolj dela, tako da me to res ne zanima. Ja, zdaj ob meni še Aljaž Antolin.
Najverjetneje je bilo zelo težko pospremiti tale zaključek tekme. Kako ste vi videli vse dogodke, ki so se zgodili tako ob robu igrišča s tribune, pa potem tudi na zelenici? Kakšna je neka vaša ocena? Sploh ne vem, kaj reči ob tem dogodku. Ne vem, čist sem v drugem svetu, ne vem, kaj se sploh dogaja, zakaj bi je to bilo, ne vem, tako da ne morem zdaj nič takega povedati, da bi bilo kaj koristnega. Kar se tiče same tekme, pa se je vseeno zdelo, da je morda Mariboru manjkala neka potentnost v napadu, vsaj do tiste prekinitve. Delite to mnenje z nami? Drugi polčas smo dobro začeli, pritisnili Koper, imeli par situacij, da bi lahko zabili, tako da do te prekinitve smo imeli kar v svoji posesti žogo in dobro napadali. Falila je pa ta konkretnost, ja. Po meni je na koncu junak tekme, Žan, čestitke za krasen gol, ampak vseeno pa se je danes dogajalo veliko, kar ne sodi na igrišča. Kako ste vi videli drugi polčas? Pa videli smo eno zelo naporno tekmo z velike emocije, veliko nekih prekinitev. To, kar se tiče te prekinitve, se nas ne tiče, to je stvar, komu kdo je za to odgovoren, ne vem, ampak mi se s tem nismo obadali. Bilo je težko v garderobi čakati, ne vem koliko časa, 20 minut, pol ure, šel sem pol iti nazaj na teren, ampak evo, na koncu se je to dobro iztržilo in mi smo vsi srečni. Neke menjave so se tudi pripetile ob tej prekinitvi, nam lahko poveste, je šlo za kakšne poškodbe ali samo za taktične odločitve? Ne, šlo je za poškodbo pri našem golmanu, pri tistem zadnjem posredovanju pred prekinitvijo, potem pa samo utrujenost, mislim, da je prišlo zaradi tega do te menjave Brajta.